veseli, da sem zopet lahko del zdravstvene ekipe, tokrat nekoliko drugačni vlogi. Kot je že minister uvodoma povedal, trenutno vodim po pooblastilo dva direktorata, torej Direktorat za zdravstveno ekonomiko in pa za razvoj zdravstvenega sistema, ki bosta v nadaljevanju po ustanovitvi urada tudi delno preoblikovana in bosta dala tudi kadrovske temelje za novo sestavo urada, za nadzor, kakovost in pa investicije. Sveda bo veliko vprašanje, zakaj ravno urad, zakaj smo se odločili za ta organizacijski korak oziroma spremembo. Naj povem, da se skozi leta pravzaprav ugotavlja na področju nadzora javnih zdravstvenih zavodov, da bo potrebno to funkcijo nekoliko prilagoditi, profesionalizirati, delno približati tudi funkciji nadzora, kot jo poznamo tudi v gospodarstvu, novim, če rečemo temu, članom sveta zavoda oziroma nadzornikov, kakorkoli se bodo že imenovali v novi sestavi, dati več odgovornosti, več pristojnosti in seveda tudi primerno plačilo, kar nam bo dalo podlago, da izberemo ekipo z znanjem tako na področju pravnih zadev, ekonomskih zadev, kot tudi seveda bo vključena tudi stroka. Potem naslednjo področje, ki ga bo pravzaprav urad pokrival, je kakovost. Kakovost v zdravstvu je zelo pomembna tema, ki je velikokrat, bom rekel, podcenjena ali pa kadrovsko precej šibka. Kot primer lahko povem, da trenutno na Ministrstvu za zdravje za kakovost skrbita dva sodelavca, kar je glede na obseg deli nalog in seveda pomembnost tega področja bistveno premalo, tako da v sestavi urada mislimo to funkcijo zagotovo okrepiti. In pa potem tretje, največje področje, ki pravzaprav sedaj postaja pomembno. Veste, da v zadnjih letih ali pa desetletjih na področju investicij ni bilo na razpolago veliko sredstev, v naslednjih letih pravzaprav iz različnih virov bo ali pa je na razpolago večji obseg finančnih sredstev, posledično bo seveda obseg investicij in pa del na tem področju večji. Zato želimo optimirati tudi na področju investicij ta delokrog, ta dela in naloge in jih postaviti v okvir urada. Danes je sektor za investicije umeščen v Direktorat za zdravstveno ekonomiko. Že nekaj let, tudi v mojem času, je bila ta polemika ali pa razmišljanje, kako pravzaprav okrepiti in pa posodobiti ali pa prenoviti področje investicij v organizacijski strukturi ministrstva, tako da bo urad tista, po našem mnenju, primerna podlaga, da bomo bolj kvalitetno in seveda bolj učinkovito lahko upravljali vse investicije, ki v naslednjih letih prihajajo v zdravstveni sistem. Urad bo imel še eno pomembno nalogo, da pripravi v nadaljevanju tudi sistemski zakon za ustanovitev samostojne agencije, ki bo potem v nekem, torej po implementaciji zakona tudi prevzela naloge urada. Tako da samo časovnico že predstavil minister, imamo zelo, če rečemo temu, zelo optimistične roke, potrudili se bomo seveda vsi v ekipi, da te roke dosežemo, tako da že naslednji teden pripravimo najprej interventni zakon in potem seveda tudi vse podlage za ustanovitev urada. Še mogoče ta informacija na prvi seji Vlade Republike Slovenije je bil sprejet sklep Vlade, ki daje pravno podlago za ustanovitev urada. Seveda moramo zdaj izpeljati tudi vse postopke, pripraviti akt, statut, kadrovski načrt, finančni načrt in vse, kar je potrebno, da bomo lahko urad ustanovili.